Dober večer, lep pozdrav na našem odprtju medmuzejske razstave Dediščina in moč mitov, o kateri bodo seveda spregovorili avtorji, oziroma tukaj imamo trenutno 3 avtorice, mogoče še katera pride. Imamo pa seveda, to so najpomembnejše osebe, to je pa vodja projekta, kolegica doktorica Maša Sakara iz Pokrajinskega muzeja Koper. Dobrodošla. In imamo res izjemnega gosta, zelo smo veseli, da je z nami tudi dr. Brent Glass, ki je častni direktor Smithsonianega Narodnega muzeja ameriške zgodovine. To je v bistvu največji muzej na svetu posvečen zgodovini Amerike. In on je pa tukaj že nekaj časa. Živijo. Kar naprej. Ja, naručno prej dava hvala. Ok, now I will switch, malo bom se trudila z angleščino, zato da tudi naš gost ki razume, zato če bom slučajno kaj preveč, pa me boste opozorili. So I was telling them that I will switch between Slovenian and English a bit, just for you to understand, but I think that you understood that we said very warm welcome to you, our really excellent and honorable guest, because I'm so proud that you could come to this exhibition, and I'm thankful to Masha that she brought you, and thankful to the, universe that made this possible at this time, that the date was really in line with your trip and with this inter-museum exhibition. Se pravi, zelo sem vesela, da je prišel dr. Brent Glass tudi k nam, že nekaj več kot en teden, se pravi, že 10-13 dni, koliko časa je gost znanstveno-raziskovalnega središča Koper in seveda Fulbrightov štipendist Združenih držav Amerike, kar v Sloveniji podpira tudi ambasada Združenih držav Amerike, in mi smo pač muzealci, pa tudi drugi možnost poslušati njegova predavanja, nekatera v živo, nekatera tudi online, v Zoomu. Jaz moram pa, da imam pač tudi osebno veliko veselje, da je prišel, ker sem jaz skupaj z mojimi 4 kolegi leta 2018 bila tudi gostja v Ameriki, če sem prejela to štipendijo IVLP, to se pravi International Visitor Leadership Program, se pravi mednarodni gostujoči program za vodje, in smo takrat bili tudi njegovi gosti v Washingtonu in nas je peljal čez ta muzej in skrbel za nas, in to je bilo nekaj izjemnega. Tako da danes jaz nisem imela toliko časa v njim, kot smo mi bili pri njemu v Ameriki, ampak nič hudega, no. I said that I'm very thankful to you, as we met in the United States of America and even in Slovenia before. I'm sorry that you didn't have a lot of time for our museum, but I hope that these few stories that I presented to you impressed you a bit, yes? Even though you were worldwide, all over travel, but every story is the same important, yeah? Okay. Dobro, potem na koncu nam bo tudi nekaj povedal, pa bomo prevajali, oziroma boste zagotovo marsikaj razumeli. Najprej pa seveda začnemo tako, kot je v navadi z našimi gosti. Veseli smo, da imamo take sosede in da je z nami spet Glasbena šola Brežice. Danes imamo mladega harmonikarja in Aljaž nam bo zaigral najprej eno zelo znano pesem Resi nikdar, ki tako kar malo lepo paše tudi na našo razstavo. The harmonica is a very important instrument for Slovenia, and what we hear are really popular songs in Slovenia, kind of evergreens already. So we have young colleague, young musician, Aljaž Petrič, and his mentor Niko Gorels. Pa prosim, Aljaž, izvoli. Thank you.
hvala. Medmuzejsko sodelovanje in samo razstavo, projekt bosta predstavili Maša Sakara in naša kolegica Jana Kuhar. Lep dober večer vsem. A boš ti prva začela z projektom? A bom jaz Dobro. Potem pa vas vse lepo pozdravljam v našem imenu in v imenu tudi vseh tistih avtorjev, ki jim danes ni uspelo priti zaradi slabih vremenskih razmer in se opravičujejo in vse lepo pozdravljajo in nam želijo uspešno odprtje. So pa danes z nami, sta še prisotni dve soavtorici, Klavdija Cigole in Maruša. Ja. Tako da vaju, a pridete sam to, da vas vidijo za en aplavz. To je zdaj avtorska ekipa, ki je danes prisotna. Ta razstava je nastala v sodelovanju 9 muzejev, 2 univerz in enega posameznika. Sodelovali so Pokrajinski muzej Koper, Pomorski muzej Sergej Mašerov Piran, Mestni muzej Krško, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Gorenjski muzej Kranj, Posavski muzej Brežice, Tolminski muzej, Pokrajinski muzej Celje, koga še nismo, Koreški pokrajinski muzej in enota Ravne na Koroškem, tudi še posebej, koga še nismo našteli, vse smo našteli, Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem in Jože Štukelj kot posameznik. To je zdaj ekipa. Ekipa se je formirala že prej skozi 2 sodelovanji. Prvo je bilo Nakit, ki smo ga pripravljali v sodelovanju z muzejem mesta Beograd in Ženske zgodbe, ki so v zelo podobni zasedbi, ampak ne čisto enake, ampak danes v tem ne bomo. Zdaj, kaj še moramo povedati? Da se nam zdi pomembno, da smo uspeli sodelovati v bistvu tako raznolika skupina. Prav tako nismo vsi arheologi, tako vednosti zgodovinarke, zgodovinari in etnologi. In ta zgodba nekako se želi peljati naprej. Ženske zgodbe trenutno gostujejo v Furskem muzeju. Tako je. Mi zaključujemo počasi turo dediščine Moč mitov. Še v Tolminskem muzeju bo gostovanje in pri vas. V bistvu za nami gre v Krško, potem pa v Tolminski muzej, mislim, da v prihodnjem letu. Tako, v prihodnjem letu. Želimo si pa spet v bistvu narediti eno turo po hrvaških muzejih, kjer bi jih tudi vključili, tudi vsebinsko, da bi se pridružili našim aktivnostim. Tako, zdaj pa mogoče, če samo predstavimo to, ta zasnova razstave, ali pa bi rekli ogrodje, arhitektura razstave je dosti preprosta. Vsaka ustanova, vsak avtor je prispeval en predmet in eno mitološko zgodbo in eno interpretacijo. Torej, to je tista preprosta zasnova, dejansko tisto pravo meso in bogatstvo vsebine te razstave pa je dejansko interpretacija oziroma hermeneutična analiza teh mitov, kar pomeni, da smo se spraševali o tem, kaj so antični miti pomenili v tistem obdobju, v katerem so nastali in kaj pomenijo za nas danes. Torej, miti so na nek način nastajali so v času, ko še ni bila ponujena znanstvena razlaga sveta, ki bi ljudem lahko pomagala razumeti svet. So pa ravno tako kot nam danes znanost pomaga razumeti svet, so miti pomagali človeku ne samo, da je lažje razumel svet okrog sebe in vse pojave, ampak tudi so ustvarili pripadnost skupnosti, vrednote človeštva in v bistvu to, kako se je človek videl v svetu in kako je razumel svet okrog sebe. Kaj je bilo prav, kaj ni bilo prav, kaj je družbeno sprejeto in kaj družbeno je pač, kaj družba obsodi, kaj je v bistvu kriminal. Ravno zaradi tega pa so tudi miti zelo fluidni, so se spreminjali, so imeli različne vloge, tako kot recimo Bog Zeus, ki je velikokrat spremenil svojo obliko, da je dosegel svoj cilj, se pravi, da je osvojil družico ali pa lepega dečka, tako da bom rekla, glavno, da je dosegel svoj cilj. Ja, psiholog in filozof Carl Gustav Jung je v bistvu prepoznal to arhetipsko naravo mitov
Torej, ugotovil je, da se v mitih pojavljajo liki, osebe, lastnosti, vzorci, ki so dejansko skupni vsem kulturam po vsem svetu in se dejansko nekako generirajo skozi vse te pripovedi. To je recimo lik junaka ali pa matere ali pa, ne vem, prevaranta ali recimo vzorec potovanje, preobrazba. To so v bistvu vse arhetipi, ki so skupni vsemu človeštvu in so del neke psihološke dediščine človeštva, našega kolektivnega nezavednega. In zato so te miti, ki so praktično tako oddaljeni nam, še vseeno se imamo sposobnost z njimi povezati. In so razumljivi tudi sodobnemu človeku in s tem tudi dejansko ustvarjajo materijo za sodobno umetnost, za literaturo, film, gledališče in tako dalje. Z nekaterimi smo pa še neposredno povezani, recimo mit o nastanku Evrope, mitski princezi, ki jo ukradi Zeus, oziroma ugrabi v obliki belega bika in jo pripelje na novo celino, kjer z njo zaplodi novi narod. Tako nekako, bom rekla, danes Evropejci še vedno častimo na nek način to zgodbo, ne zavedamo pa se njenega globljega pomena, da je v bistvu ta princeza bila ugrabljena, da je semitska, se pravi je židovske krvi in da je v bistvu novi rod bil zaplojen na podlagi posilstva. Tako da zdaj boste mogoče malo drugačni luči videli Evropo na Benediktu. Mogoče še ena taka zanimiva primerjava mite, včasih zamenjujejo, pač po krivici zamenjujejo s pravljicami. V čem sta mit in pravljica različna? Pravljica ima tak zelo premočrten pripovedni lok, začne se z zasnovo, z napletom, z vrhom, razpletom. V pravljici se vedno ve, kaj je moralni nauk, kaj je prav, kaj je nauk. V pravljici zmaga dobro in liki so črno-beli. Pri mitu vse to odpade. Miti se razpredajo, kot pajčevina, eno drugega prehajajo. Torej, mit se nikjer ne konča, ker se en mit konča, se nadaljuje drug. Liki v mitih imajo tako dobre kot slabe lastnosti, ki niso ne nagrajene, ne kaznovane. In dejansko mit nas ne uči, kaj je prav in narobe. Pravljica je pa imela poleg tega moralnega nauka še eno v bistvu zelo pomembno psihološko funkcijo, ki jo je prepoznal raziskovalec Bruno Bettelheim, kjer on je ugotovil, da se skozi pravljico v bistvu otrok prepozna neke situacije, ki so travmatične za njih. Torej, od izgube do nekih nasilnih situacij, se pravi, otrok je imel v nekem varnem okolju možnost predelati travmo skozi pravljico. Pri mitu je pa to mit je pa popolnoma drugačen. Mit v bistvu ni bil namenjen za otroke. Deluje dosti globlje. V bistvu seže na dotakne se tistega, kar običajno skrivamo pod površjem. In mit nagovarja skupnost, njen izvor, njene vrednote, pravljica pa posameznika, njegovo osebno rast. Tako da to je tista ključna razlika, ki bi bilo za poudariti. In miti so v bistvu, jaz, ko sem se ukvarjala s tem mitom o Zeusu in Ganimedu, sem se spraševala, kaj je dejansko, zakaj ta zgodba. V bistvu ta mit je za naš čas grozen. Zeus se zaljubi v lepega dečka in ga ugrabi, ga odnese s seboj na Olimp in ta deček mu sicer pridobi nesmrtnost, ampak mu mora večno služiti kot očaj in kot ljubimec. Za današnjo družbo je ta zgodba grozljiva, govorijo posilstvu, pedofiliji. Dejansko tu ni nauka, Zeus ni kaznovan za svoje dejanje. Ganimed nagrajen mogoče z nesmrtnostjo, ampak kaj je dejansko ta zgodba? In sem nekako začela razmišljati, da so v bistvu miti neke vrste zemljevid človeštva, ki naštevajo ves nabor, ves zbir vseh možnih dobrih, slabih lastnosti, vseh možnih situacij, človeških napak, odzivov na neke situacije. Torej, miti dejansko, če se tako izrazimo, mit je zemljevid, pravljica pa je recimo kažipota, smerokaz, navigacija.
za človeka. Mit pa da dejansko uči o tem, kakšen je svet, kakšen je red sveta in kako naj se ljudje znajdejo v tem svetu, ki je pogosto tudi nepravičen in kaotičen. Zdaj pa mogoče res o konkretnih mitih, o konkretnih pripovedih pa bi v razstavi, ko bomo lahko pogledali si predmete in mite, ki so z njimi povezani. Ja, tako. In še gosta povabimo besedi. Najlepša hvala obema. Predstavili ste nekaj podatkov, pa predvsem veliko dilem, ne? In tega, s čimer se v muzejih ukvarjamo, ko skušamo pač pripovedovati čim bolj resnične stvari, ne? In potem imamo res kar nekaj težav. Ampak seveda, ne more biti vse lepo, ne? Tudi če bi si mi želeli, ne more biti vse lepo. Dediščina ni samo lepa, lahko je krasna, ker so odlični avtorji, odlični mojstri, odlični umetniki, ampak včasih gre za kakšno zelo lepo, lepo zadevo se skrivajo te plasti, tako kot pri naši Evropi, v Viteški, te naši lepi dami, lepi živali. To nam pa daje to moč, da lahko, ta moč, ki je to menjena, da lahko pripovedujemo o stvarih in se tudi iz te dediščine skušamo kaj naučiti. To je recimo nekaj, kar je najpomembnejšega. Dobro, tako kot je rečeno, tukaj za nami na tej strani je razstava, tako da bomo šli malo ven pa noter, ampak smo pa tudi mi prosile našega gosta, dr. Brenta Glassa, za nekaj besed, da malo čutite, kako res izjemnega gosta imamo danes, poleg tega, da je bil direktor in zdaj častni direktor Smithsonianskega narodnega muzeja ameriške zgodovine, se pravi največjega muzeja na svetu posvečenega zgodovini Amerike, to je na Washington Mallu, se pravi v glavnem mestu ZDA, je tudi nacionalni vodja na področju ohranjanja, razlage in promocije zgodovine. Zgodovinar, ki danes nudi storitve upravljanja in svetovanja muzejem, zgodovinskim organizacijam in kulturnim ustanovam po Združenih državah Amerike in tudi v drugih državah. Napisal je tudi knjigo 50 Great American Places, to se pravi 50 odličnih lepih prostorov oziroma območij ameriških in raziskuje moč pomembnih zgodovinskih krajev, kako ti osvetljujejo osrednje teme ameriške zgodovine. Tako je zelo zanimivo, da se zdaj trenutno ukvarja tudi z Narodnim muzejem industrijske zgodovine v Bethlehemu v Pennsylvaniji in Sing Sing zaporniškim muzejem v Ossiningu v New Yorku. Tako da ima zelo zanimive naloge, ki nam jih je predstavil. Bil je pa tudi član številnih komisij, številnih članov upravnih odborov, predaval v muzejih javni zgodovini vse posod po svetu, bil predtem že dvakrat gost tudi v Sloveniji, zdaj mislim, da tretjič, prvič tako dolgo bi lahko rekli, in seveda je tudi zelo prepoznan v Združenih državah Amerike, ga vabijo tudi na kakšne slavne oddaje, naprimer je bil na Oprah Winfrey Show, to ki ne skoraj da vsi pač poznamo. Tako, njegova bazična izobrazba je iz zgodovine oziroma iz ameriških študij in seveda ima tako vse, kar je dosegel, ne spravi, ima tudi doktorat znanstveni. So I was talking about your CV and what you did and all the projects that you are now in, not all, few of them because there are too many. And we would be really honored if you say some words to us and I will try to translate. So, most of you. Thank you. This is going to be a rare occasion when the introduction is longer than what I have to say. So I want to speak briefly and thank the director for inviting me here on this occasion, the opening of this exhibit. I'm flying back to Washington, D.C. tomorrow. So spent 2 wonderful weeks here in Slovenia, thanks to Dr. Masha Sakara for organizing this Fulbright Specialist Program. And thank you for this very brief introduction and the tour this afternoon. And I like to say that we're in the museum world, we're in the forever business, where our mission is to protect
and preserve heritage. Zahvalil se je Maši, da je lahko prišel in da je pred 2 tedna živel v Sloveniji. Rekel, da bo njegov nagovor krajši, kot sem jaz ga predstavljala, ampak upam, da ne bo. Zdaj pa v bistvu, kar je bistveno, je pa povedal, da smo v muzeji in da naš središčni posel je večnost, za vedno in večnost, in da to je to, kar pač mi počnemo. Je pa danes si nakratko nima veliko časa pogledal tudi del našega muzeja in jaz upam, da je bilo navdušenje pravo, pa se je bilo. Vse imamo res lep grad in muzej. Thank you, yeah. So I think the challenge that you have here at this museum and several museums, all the museums I've seen in the past 2 weeks is a wonderful mission that you have, and I look forward in the future coming back again and again. I look forward to seeing this exhibit, which, as I understand it, is a collaboration of all the different regional museums in Slovenia. That's not an easy thing to do. Ja, pravi, da v bistvu to so neki izzivi, ki imamo v muzeji, jih je kar nekaj videl v naši Sloveniji, pa tudi šel je še v Pulj, pa v Trst, je to in je v bistvu videl, kako lahko rekli dobro delamo, kakšne imamo izzive, in ga zelo veseli, da bo videl tudi razstavo, ker ve, da je to razstava, ki je nastala medmuzejsko v sodelovanju, in je poudaril, da seveda to ni lahka naloga. Da te ne dopolnim, če sem kaj. Mislim, da je to nekako. Yes, thank you. So I want to thank all of you for supporting the museum, because the museum needs you. They need everybody in the community to support the work that they're doing. There's only a few people on the staff, and so I think having the community support is so important. And I'll close by saying thank you to the musician. The accordion is my favorite instrument, and so a very wonderful performance. Thank you. Hvala vsem vam, ki ste prišli, ki ste muzejska skupnost, izjemno pomemben del dela muzeja, very important part is community, in da razumete, da v bistvu na nek način mi služimo vam in da nas podpirate in da pridete in da ste z nami ob takšnih dogodkih in tudi vedno. Posebej se pa zahvalim mlademu harmonikarju, ker je harmonika njegov najljubši inštrument. We didn't know that accordion is, but you know. In sem zelo vesela, da bomo slišali še to pesem, Slovenija, odkot lepote tvoje, in kot vidimo, ravno pravi čas na pravem mestu za našega pravega gosta. To je pa res izjemno, Hvala lepa in thank you very much for support. Se pravi Aljaž Petrič. 4. razred, njegov učitelj je pa Nikol Borez, glasbena šola Brežice. Na razstavo in se potem pogledu vrnili tukaj, da nazdravimo temu lepemu dogodku.
pa seveda še velika hvala prisotnim avtoricam, Maruša Erpič, Evo naša Jana, Našo ekipo, ki je pa sodelovala pri vsem tem, našo ekipo iz konzervatorske, restauratorske delavnice, pa seveda tudi širše, ker nikoli ni samo eden, ampak rabiš celo ekipo, zato pa predstavlja Pika Škerl, Pika pa vzemi ti rožico. Hvala lepa. Tako, imamo na voljo seveda tudi katalog oziroma zbornik, bi rekli, razprav o razstavi, ki je na voljo v naši muzejski trgovini. Ampak seveda, zdaj pa se pod vodstvom Maše in Jane odpravimo v razstavo in se potem vrnemo sem, da ne zdravimo temu lepemu dogodku in se še podružimo. Hvala lepa.